Ja, sedaj se izvajajo ometi na objektu. Ometi izvaja podjetje Obzorje. Še pred ometi smo vse inštalacije in vse ostale stvari pripravili praktično prostovoljno. Zato se zelo zahvaljujem vsem tistim, ki so si vzeli čas in ga dali na razpolago za pripravo tega objekta oziroma tega nadstropja, da lahko se sedaj izvajajo ometi. No, v zadnjem mesecu se pa te ometi izvajajo predvsem, tako da prepuščamo delo strokovnjakom. No, tu se nahajamo sedaj v največji dvorani, kjer so ometi že skoraj končani. Kot vidite, je tam puščen en križ v obliki oziroma tako da se vidijo opeke, tako da bo malo te duše stavbe možno videti in to v simbolu krščanstva, križ. Tako to bo potrebno še malo umetniško obdelati in bo končano. Na te stene, ki so bile zidane pred skoraj 200 leti, gre kar veliko ometa, ker takrat niso dosegali tako dobrih, niso mogli delati tako ravnih sten, zato bo na objekt, na teh 1000 kvadratov, ki jih sedaj ometavamo, šlo skoraj 100 ton materijala. Se pravi, skoraj 100 kilogramov na kvadratni meter ometa. To je kar veliko, ampak pač je potrebno, da se dobi neka vsaj približna ravnina teh sten. Ja, tu je hodnik. V tem prostoru je viden še prvi sloj ometa. Se pravi, omet se dela v 3 slojih, najmanj 3 slojih. Najprej je cementni špric, zato da poveže opeke in še tisti morebitni prah, ki ga nismo uspeli spraskati s sten, v neko trdno podlago za omet. Potem je ta prvi sloj ometa, to je izravnava največjih, se pravi, groba izravnava ravnine. Potem je narejeno tako progasta površina, zato da naslednji sloj ometa dobro prime. No, ta omet je potrebno, da se suši, ker je ta zelo debel, na mestih tudi 4-5 centimetrov. Zato, da se mora sušiti, da razpoka in potem naslednji sloj zaradi tega ne bo razpokal, ker ne bo tako debel. Ja, gremo naprej v druge prostore. To je mladinsko-pevska soba. No, tu se tudi vidi, 2 steni sta že končani, 2 še čakata, zadnji sloj. No, sedaj opažam, da se v tem objektu v teh prostorih že zelo odmeva, ker postajajo stene ravne in ne absorbirajo več toliko zvoka. Tako da moramo že razmišljati, kaj bomo dali v njih, da ne bo tako odmevalo. Končni del hodnika, se pravi ta severni del hodnika, bo v uporabo, se bo uporabljal kot knjižnica. Tu bomo naredili knjižne police do stropa in ožji podest, tako da bo možno dostopati do stropa. Se pravi, bomo imeli 4 metre visoke knjižne police na obeh straneh in na koncu bralni oziroma študijski kotiček. Ta soba je pa
To bo neka referenčna soba, se pravi, to je soba proti cerkvi in bi jo radi nekako posebno bi radi dali posebno dušo. No. Se pravi, želimo, da bi se v tej sobi nekako videlo to duša tega objekta. No, tu se vidi, te stene bodo ostale pretežno neometane. Se pravi, ometali bomo ta spodnji del, tako da se ne kruši material na tla. Ta zgornji del tega kamna, se pravi, ta kamen je iz 1824 in ta je potem z naslednje dozidave objekta, se pravi, prej je bila streha do tod, potem so pa dvignili še steno, zato da so pridobili ta zgornje nadstropje. In se vidi lepa pozidava in lepa pozidava s kamnom tudi, zato bojo te stene, bo ta stena ostala približno takšna, kot je. Svojo podobo dobiva tudi kuhinja, se pravi tu, ko boste prišli k župniku na kavo, boste prišli v ta prostor in nekako smo si zamislili tu, se pravi, kuhinjo, potem en otok in na tej strani jedilno mizo z jedilnim kotom. Vidimo, da stropi so približno 4 metre visoki, betonski, ker je bila ta, se pravi, objekt od začetka obnovljen od te višine naprej, se pravi, je položena bila gor betonska plošča. Vidimo, da so te stropi betonski, novi stropi. Objekt je v prvi fazi obnove, se pravi pred skoraj 20 leti, bil obnavljan od te točke, se pravi, kjer se strop začne naprej. Do tam je bil popolnoma podrt, se pravi, potem smo dali na te zidove novo ploščo in novo streho. V teh velikih objektih, se pravi, ta objekt je 120 kvadratnih metrov, tudi pa še tak visok strop. In druga dva prostora sta po 70 kvadratnih metrov, tudi tam ustrezno tak strop ter vhodniku. V kuhinji in sanitarijah, ko so pač manjši stropi, manjši prostori, tam bo potrebno ta strop malo znižati. V ostalih prostorih bo pa ostal strop isti, verjetno točno takšen, kot je. Ko bodo stene pobeljene, mislim, da bo zelo dobro prišel do izraza. Nahajamo se v sanitarijah, moški del in ženski del. Tudi te vse inštalacije smo pripravili sami prostovoljno, s pomočjo strokovnjakov. Ta dela ometov se bodo po napovedih izvajalca končale v roku 14 dni. V sklopu teh ometov bomo še tudi ometali spodaj garažo in prostor, ki je zraven garaže na dvorišču Slomškovega doma, tako da bo, ko bodo ometi zaključeni, se pravi, tudi v zgornjem nadstropju bomo ometali dva zidova, ki sta še odprta in potem s temi deli bodo zaključene vsa dela ometov v Slomškovem domu. Se pravi, tudi ko bomo
urejali zgornjo nadstropje, ne bo potrebno več ometov, ker bomo ometali vse tiste stene, ki potrebujejo ta poseg. No, kot sem že rekel, to bo nekje v 14 dneh zaključeno. Tako, stroški teh del so predvidoma 30 tisoč evrov, se pravi vsi ometi, 1000 kvadratnih metrov ometov z vsemi pripravami. Ta številka še ni popolnoma točna, ker je zelo težko predvideti, koliko materijala, koliko delovnih ur bo šlo se bo porabilo za ta dela. Tako, ampak gotovo je to, da bomo z zbranimi sredstvi in tudi sredstvi, ki so zagotovljeni z občine Brežice, to je 7500 evrov, se pravi ostale sredstva so pa nabrana s prostovoljnimi prispevki. Se pravi, vrednost teh del bo pokrita 100%, tako da ne bomo imeli nobenih posojil. Potem pa ne ostane zelo veliko več, zato bomo nadaljevali seveda spet s prostovoljnimi deli. To so se pravi beljenje, kar je minimalni strošek materijala, s tem bomo nadaljevali. Potem priprava teh tlakov za parket, to imamo tudi, zato bo tudi še dovolj finančnih sredstev. Potem pa sami finalni tlaki bodo pa prišli na vrsto, ko bo spet sredstva, ampak to že vemo, da je to že zaključna faza. Tako da računam da stopi župnija skupaj in da v naslednjem letu, ko bo obeležje 200-letnice te stavbe, absolutno imamo otvoritev.